Pred časom je k meni prišla ena podjetnica, izobraževalka oziroma terapevtka in tako naprej. In je rekla, ja, mi je pokazala, rekla, sem si zadala za cilj, da naslednje pol leta oziroma neko daljše obdobje se samo pojavljam in gradim to, čemur jaz rečem spletno prezenco. To se pravi, da v bistvu gradi svojo prepoznavnost, svoj visibility, da ljudje sploh razumejo, kaj počne, da jo zaznajo in tako naprej. Pa sem rekla tako, ne, dve stvari sta. Prva stvar je to, da samo to, da to si da zadaš za cilj za pol leta, ni to, ne. Od tega trenutka dalje je to tvoja služba. To je krepitev, jaz temu rečem krepitev, buildanje naše dedove mišice, o kateri še bom spregovorila. Skratka, od tega trenutka dalje pač to počnemo ne samo naslednje 3 mesece ali pa naslednje pol leta, ampak to počnemo naslednje življenjsko obdobje, dokler pač smo tukajle v tem biznisu. Druga stvar pa, ki je pa predvsem to, da ne delamo spletne prezence v nedogled. Moj pristop je ravno obraten, da začnemo čim prej prodajati in skozi prodajo gradimo našo spletno prezenco. Zakaj? Zato, ker sta to dve popolnoma različni energiji. Ja? Dva popolnoma različna pristopa oziroma dve popolnoma različni, kako naj rečem, kompetenci. Ko mi gradimo prezenco, je to varianta. Aha, le nekaj povem, pa ljudje malo slišijo, kaj jaz to počnem. V redu. Mogoče sem pa tja kakšen pride, pa se odloči za sodelovanje z mano. Ko pa gremo v kompetenco, oziroma ne v kompetenco, ko pa gremo v to energijo prodaje v smislu, da pa mi govorimo o naših izdelkih, se pa začnejo dogajati različne stvari, ne. Od tega, da začnejo prihajati različni gremlinčki, pa imposter sindromčki pa tako naprej, ne, do tega, da pravzaprav moramo mi priti do tega, da se okrepimo mi sami sebe, ja, da mi svoj termostat, koliko smo sposobni nekaj sprejeti, dvignemo na višjo raven, do tega, da to se pravi, povečamo to našo kapaciteto sprejemanja, do tega, da se navadimo, da za naš živčni sistem postane udobno in normalno in se takrat počutimo okej, da mi pač prodajamo. Kaj še takrat dogaja? Takrat se dogaja tudi to, da mi spoznavamo orodja, ne, če gremo zdaj bolj na tehnično plat. Kako nam orodja oziroma vse te spletne storitve in spletne zadeve olajšajo zadeve pri prodaji, da začnemo v bistvu spoznavati tudi ta svet iz te plati. To se pravi, da vidimo, kako stvari delujejo, kako so med sabo povezane, da pilimo stvari, ja. Tako da, če mi ostajamo predolgo na tisti ravni, kjer gradimo samo prezenco in konkretnega nič ne prodajamo in samo upamo, da bo nekdo pač na podlagi tega, kar smo povedali, prepoznal, da smo mi lahko njegova potencialna rešitev oziroma nekdo, njegov mentor, terapevt ali karkoli, potem ostajamo na tisti varni strani in krepimo čisto druge kompetence in bom rekla, druge zadeve, kot pa, če gremo v prodajo in pri prodaji, ki ni nič drugega kot to, da sporočamo o svojih produktih in kako lahko s svojimi produkti in storitvami pomagamo, tam pa krepimo potem neke čisto druge zadeve in preko tistega gradimo tudi našo spletno prezenco. Tako da, zdaj še moj del, kako ti lahko pomagam. Spletni hub je platforma za coache, mentorje, izobraževalce, skratka za avtorje programov, klasične ali online, kjer lahko pravzaprav gradite svojo spletno prezenco. Hkrati sem jo pa dopolnila še z orodjem spletni MAP, MAP, marketing za avtorje programov oziroma tvoj marketinški akcijski partner. Skratka, kjer te pa podprem tudi pri tem, da ne samo, da platforme pa neka tehnična okolja imaš, ampak da znaš zasnovati to zadevo in da te podprem pri tistem, bom rekla, neki strateški in strukturirani prezenci in prodaji tvojih programov.